Nekateri bi v Kopru stopili kar na vlak, a jih prijazno osebje pospremi na avtobus. Ja, nisem vedel, ja. A drugače pa vse so uredili z avtobusom, dobro. Vse to, ne? I come from France where we have modern trains like fast train, TGV trains. So it's a surprise when you see. Jaz imam vsak dan poln avtobus, 50 ljudi. Drugi gre po progi, jaz grem direkt v Ljubljano. Februarska ujma je progo med Ljubljano in Pivko popolnoma uničila. Kot pravijo na železnici, bo tu potrebno zamenjati 170 kilometrov električnih vodnikov in 1300 stebrov s temelji. Vlada v odhajanju je za sanacijo zagotovila 40 milijonov evrov, 16 letos, ostalo v prihodnjem letu. Na železnici tako že pripravljajo razpise za izbiro izvajalcev, določenih popravil naj bi se lotili letos, prvotno stanje pa bo mogoče vzpostaviti šele v letu 2015. Nekje v začetku leta spomladi pa bi ta proga lahko bila spet v funkciji taki, da bi se odvijal tudi potniški promet in tudi tovorni promet v večjem obsegu še. Glede na to, da vlada nima niti za krpanje lukenj na cestah, ali je denar torej zagotovljen? Zdaj, če verjamemo sklepom vlade, pogodbam, ki jih vlada sklepa, potem je. To pa ne bo edini strošek davkoplačevalcev. Država bo morala železnici povrniti tudi stroške dražjega prevoza zaradi dizelskih lokomotiv. Moja ocena je nekje med 10 in 15 milijonov evrov. Potniški promet pa je samo ena težava, še večjo predstavlja tovorni. Edini železniški tir med Koprom in Divačo je že preozko grlo za hitro naraščajoči promet. Železnice so lansko leto imele okoli 20 milijonov evrov dobička, letos pričakujemo še nekoliko več. Trenutno je tovora toliko na železniški infrastrukturi, da je praktično v popolnosti zasedena. Drugi tir pa medtem še vedno čaka na gradbeno dovoljenje, da o finančni konstrukciji niti ne govorimo. Gospodarstvo zato veliko pričakuje od nove vlade in se z nostalgijo ozira v stare čase, ko so se oblastniki zavedali strateške lege koprskega pristanišča.